Svetovalnica. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. Dobro jutro, spoštovani poslušalci. Ja, tudi z zdravjem bo povezana današnja svetovalnica, čeprav bo bolj tehnične narave. O plesni bomo govorili in seveda poskušali odpraviti to nadležno spremljevalko našega bivanja. Pozimi je sploh nadležna in zato sem v studiu povabil energetskega svetovalca Bojana Žnidaršiča. Lepo pozdravljeni, dobro jutro. Dobro jutro. Torej, prihajate iz centra Vitra Cerknica in seveda že dolgo let svetujete na področju energetskih vprašanj in eno takih vprašanj, ki je povezano seveda z ogrevanjem in kakovostjo našega zraka v bivalnih prostorih, je tudi plesen. Zelo nadležna, zelo trdovratna, ampak na začetku eno bistveno vprašanje. Jo je mogoče odstraniti, se je znebiti za vselej? Odgovor je preprosto da. In če me še enkrat vprašate, bom še enkrat rekel da. In tretjič da, to se pravi, vsaka plesen je rešljiva, potrebno sem pristopiti k njej, bi človek rekel, s pametjo. Idealno je, če razrešimo vzroke, če nekaj drugače, lahko razrešujemo tudi posledice, to se pravi plesen kot tako. Plesen dostikrat primerjam z temperaturo pri človeku, se pravi z vročino pri človeku. Vročina pri človeku pomeni, da je nekaj narobe v telesu. Se pravi, neko vnetje, pač karkoli že, in je to pač enostavno dober znak, da se v telesu nekaj dogaja. Plesen je pravzaprav dobesedno isto. Plesen je dober indikator, kljub temu, da je grda, pa da smrdi, ampak je dober indikator, ki pokaže na neke bolezni hiše. Običajno so tu, ali pa vedno so tu toplotni mostovi in prevelika vlaga. Torej, izguba energije in pa vlaga, ki tudi človeku ne koristi, če je natančno to, govoriva o preveliki vlagi. Zdaj predvidevam, da va tudi dotaknila se, kaj pomeni to relativna vlaga, kaj pomeni absolutna vlaga. Ja, pa se morda kar dotakniva. Glede na to, da ste rekli, vzroki so bistveni, da jo odpravimo, je dobro poznati tudi to ozadje. Zdaj, to se pravi, ko govorimo o vlagi v bivalnih prostorih, moramo takoj na začetku ločiti, ali govorimo o zunanji vlagi, to se pravi, ki prihaja v stanovanje zaradi slabih temeljev, slabe hidroizolacije, zamakanja žlebov ali česarkoli od odzunaj, ali govorimo o notranji vlagi, tako imenovani bivalni vlagi, ki jo proizvajamo ljudje s svojim bivanjem. Tukaj velja opozoriti na kar veliko količino, se pravi, smatra se, da neka 4-članska družina proizvede v 24 urah 10 do 15 litrov tekočine, to se pravi z normalnim bivanjem, kar pomeni dihanje, znojenje, kuhanje, higiena, pač normalno bivanje. Zato seveda moramo mi to vlago uravnavati. 10 do 15 litrov. 10 do 15 litrov, tako je. Se pravi, to je pač neko povprečje. In to vlago moramo mi preprosto spraviti ven. In to problem današnjega bivanja je ta, da so predvsem okna preveč zatesnjena. Se pravi, kar je dobro za energijo, je pa slabo za zrak. In dostikrat me kakšen vpraša, koliko gre pa vlage skozi fasado. Skozi fasado gre izjemno malo vlage, govori se o, ne glede na material zidov, ne glede na material toplotne izolacije, smatra se, da je tam od 1 do 3% vlage gre skozi fasado. Nekaj vendarle, čeprav imamo... Nekaj, ampak ta nekaj je, res imate prav. Zrakotesne lahko je ta tudi zelo velik problem. Če ne gre nič, imel sem primere, ko jim je dobesedno tekla vlaga po steni, zato ker so imeli nično prehodnost vlage skozi obod. Tukaj bi morda še enkrat uporabil primerjavo s človekom, namreč mi vemo, da človek tudi diha skozi kožo, to se pravi, diha pomeni seveda znojenje, zgublja vlago, tako naprej, ampak tudi pri človeku govorimo, da gre skozi kožo tam 1 do 3% vlage. Glavnina gre pa skozi dihalni sistem. Torej, relativna absolutna vlaga. To se pravi, relativna vlaga, absolutna vlaga pomeni, koliko gramov vlage lahko nosi kubični meter zraka, da govorimo o 100% vlažnosti.
Ne? In tle se potlej reče, absolutna vlaga, maksimalna v kubičnem metru zraka, ki ima 22 stopinj Celzija, je 22 gramov. Govorimo o 100% vlažnosti. Ne? Če želimo doseči 50% relativno vlažnost, ker relativna je pomembna in da je odvisno od temperature, moramo imeti noter 11 gramov vlage in je 50% relativna vlažnost. Relativna vlažnost se spreminja z temperaturo zraka. Ne? Absolutno ostaja vedno ista. In relativna je problematična, ne? To se pravi, idealna je 50%. Če gre tam pod 35%, 30-35%, govorimo o absolutno presuhem zraku, vpliva že na razsuševanje pohištva, težje dihamo in tako naprej. Torej, zdaj ste že odgovorili, idealna je 50% za naše zdravje, za kakovost. Idealna je 50%, ampak dejansko govorimo o pasu, območju nekako med 40 pa do 75, recimo 35 do 75, to območje relativne vlage je na nek način problematično. Ampak vam mogla omeniti, kje jo merimo. To je zelo pomembno. Ja. To je zelo pomembno, ne? Ampak če gremo pa zdaj na drugo stran, proti gor, ne? Kolikor presega ta vlaga, tam 75-80% delež relativne vlage, ne? Se začne kondenzirati. In kondenzira se vedno na hladnih mestih, in ko pride do kondenzacije, je vlaga in tam je potlej pogoj za rast plesni. Ne? Za odpravo plesni, kar je rdeča nit današnjega pogovora, moramo mi odstraniti najboljš da oba, ampak če odstranimo en vzrok, ali toplotni most, ali preveč vlage, potem pravzaprav plesni ni več. Pa se zadrživa še malce pri meritvi te vlage v notranjih prostorih. Kje se torej meri? Kako se pravilno meri? Bravo. Torej, vedno, to se pravi, ko svetujem po Sloveniji, hodim po hišah, ne, vedno, ali pa glavnini se meri nekje na sredini, na pultu, recimo na višini 1,5 metra. Tam je nek hygrometer, ne, ali pa ta vremenska postaja, ki meri vlago in temperaturo. Jaz vedno rečem, vzeti moramo dva merilca, enega postavimo nekam na nevtralno pozicijo noter na vrh, to se pravi na vrh omare, drugega postavimo na zunanjo steno nekam na tla. In potem bomo videli, da imamo v istem prostoru, ne, ker smatramo, da je enotna in temperatura in vlažnost, bomo videli, da lahko pride tudi 10, tudi do 15 stopinj razlike med najvišjo temperaturo in najnižjo. Ne? In to se pravi, tista, da najnižja je problematična, tam je toplotni most in pa bomo tudi v hipu videli, koliko je procent relativne vlažnosti recimo spodaj, na tleh, na zunanje stene, če ima zunaj balkon. Ne? In tista je problematična. Ne? Tisto moramo gledati, to se pravi, zdaj včeraj mi je poslal ene fotografije iz Dolenjske, ne? Prav, merimo in temperatura in delež relativne vlage je 65%. Ma pa povsod plesen. Ne? Mu še nisem odpisal, ko bom odpisal, rekel pač, vi morate meriti na tistem mestu, kjer je plesen. In boste videli, da ni 65%, ampak da je recimo 85%. Torej, pomembno je mesto meritve. Zelo. Ja. Tudi topel zrak se ponavadi nabira nekje višje, ne? Tako je. Več nivojev v stavbi, je tudi tu razlika v temperaturi velika. Tudi. Ja, zdajle je kar čas, da povabimo tudi poslušalke, poslušalce. 015121000 je telefon za seveda vaša vprašanja strokovnjaku v studiu, gospod Bojan Žnidaršič je z nami in telefon je že zazvonil. Gremo kar k konkretnemu vprašanju, še nismo se lotili konkretno izdelave načrta odprave plesni, ampak morda pa zdajle skozi tole vprašanje pridemo do kakšne rešitve. Gospa Barbara. Dober dan. Dober dan. Jaz imam pa vprašanje v zvezi z ilovnatimi ometi, torej kako vplivajo na vlago v prostoru in mogoče predvsem na plesen v novogradnjah, če bi lahko malo komentirali. Hvala lepa. Hvala. Lahko. Jaz imam izkušnjo z ilovnatimi ometi iz ene gradne tle v Ljubljani pod gradom in tam se je polet pojavila plesen, kar je zanimivo. In ker sem se tisto gledal, seveda zelo hitro ugotovil, kaj. Glinene omete so pač bolj higroskopične, več vlage lahko sprejemajo in oddajajo. To je recimo njihova dobra plat.
Slaba plat vseh ometov, ne samo teh, pa je, kaj se zgodi, če ta dotok zunanje vlage je konstanten. In v tem primeru tam je bilo tako, da je bil ta, prostor, ki so ga oddajali preko Airbnb-ja, je bil pač praktično cel dan odprt na dvorišče, na atrij, zad je bila pa stena, ki je bila odprta proti grajskemu hribu in hladna. In se je zdaj dogajalo kaj? Se pravi, konstantno je prehajal ta poletni zrak je vroč, lahko nosi več relativne vlage s sabo, ne, kar pomeni tudi absolutne več lahko, ta se nalega na hladen zid, v tem primeru, ki je pa zad grajski hrib, in je pač tam kondenzirala in je pač tam plesen. Ne. Tako da, ampak to bi se verjetno morda v manjši meri zgodilo tudi pri navadnem ometu. Po vsej verjetnosti, tako je. Ne. To se pravi, hočem samo opozoriti, da niso te glinene ometi imuni proti takim anomalijam. Samo to se hoče opozoriti. Torej, sicer pa imate kakšno mnenje o teh ometih? Se bolje obnesejo od navadnih, zakaj jih izbrati? Kaj bi vi rekli, kaj priporočate? Zdaj, nekih osebnih izkušenj tukaj nimam, ne. Načeloma, kot rečeno, so čisto v redu, ne, morda se jim včasih nekako pridaja neko preveliko pomembnost, preveliko težo, ne, ker vsak material ima sposobnost oddajanja in sprejemanja vlage. Se pravi, niso glineni ometi nič kaj takega, tudi čisto navaden omet, to se pravi s peskom in apnom, recimo oddaja in sprejema vlago, ne. Ne znam pa oceniti, koliko je zdaj tega več ali koliko je bolj glineno omet higroskopičen. Koliko se bolj razlikuje od običajnega. Res v temu tako. Nekako ga razumemo morda bolj v tem smislu, da je bolj naraven. Verjetno je zato bolj priljubljen v zadnjem času. Morda. Čeprav recimo tudi pesek je naraven, apno je naravno. Ne. Seveda. Dobro, tako, hvala lepa za prvo vprašanje, gospa Barbara, upam, da ste dobili odgovor. 01 512 10 0 je telefonska številka, pa se, gospod Bojan Žnidaršič, dotakniva tega odstranjevanja. Rekli ste, mogoče je se zavedno znebiti plesni. Kako, kaj naj bo prvi korak? Prvi korak je seveda, to se pravi, vedno pogledamo prostor in pogledamo, kje se pojavlja plesen. Recimo, zdaj sem primer iz okolice Črnoč, kakšen teden nazaj. Ne? Dva zelo pogosta elementa pohištva, ki pomagata s tem, da se tam pojavi plesen. Tudi tam se je, v tej hiši. Eno je to, da so ob zunanjih stenah omare ali pa psihe ali pa pač karkoli že postavljeno in da to stoji na tleh. Na zunanjih stenah kroži zrak vedno od stropa dol po steni in potem gre pod omaro, bi moral iti pod omaro ven, se pravi kroži v to smer. In zdaj, če omara nima nogic, če nima spodaj 5 cm zračnega, se pravi, da je dvignjena od tal in 5 cm od stene, ta zrak preprosto ne more krožiti. In potem se dogaja to, da enostavno ta zrak konstantno dovaja vlago, ne, v tiste prostor, za omaro, ne more pa iti naprej. In tam je potem plesen. Se pravi, stvar je zelo preprosta, dvignemo omaro in plesen bo zginila. Mislim, se ne bo več kondenzirala, potem bomo pa še rešili, se pravi, koliko jo pošpricamo. Ne? Podobna napaka je pa zgoraj na stropu, ko so pa karnise za zavese pričvrščene, privijačene v strop. Ne? In tam se dogaja pa obratno, se pravi, karnise so običajno na oknih in običajno so pod oknih radiatorji, recimo pri radiatorskem ogrevanju, gre pa gibanje zraka gor, se pravi, čez okno, mimo okna in do karnise in tam se isto zaleti v karniso in tam je kot neka past, ki konstantno dovaja, 24 ur na dan dovaja vlago iz prostora, ne more iti pa naprej. Se pravi, to je zelo preprosta stvar, spustimo karniso dol za 5 cm in smo rešili problem. Ker zrak naprej kroži. Zrak kroži naprej. Ne? In tudi, kako se rešiti plesni, pravzaprav mi moramo seveda prvo zagotoviti, da nimamo toplotnih mostov, ne? In da kvalitetno prezračujemo, se pravi, odvajamo to vlago iz bivalnih prostorov ven. Seveda zdaj nove sofisticirane sistemi, tudi energetsko učinkoviti so prezračevanje z rekuperacijo. Jaz dosti predlagam tudi ventilator na higrosenzibilno stikalo,
se pravi nastikalo občutljivo na vlago, ki poskrbi za odvajanje vlage. Se pravi, kako deluje, ko se vlaga zviša, se vključi? Tako je, natančno tako. Ne? To se pravi, gre za neko rešitev, recimo temu avtomatsko, ne tako kvalitetno, energetsko, sploh ne kvalitetno ali pa primerljivo kot rekuperacijo, ja. Ampak dovolj, da nam ni treba odpirati oken. Se pravi, gre za to, da pač damo zračnik, ne, običajno pač v kopalnico, tam so običajno pač že ventilacija narejena, to se pravi, in je potem ta konstantno, se pravi, stalno je prižgan ali pa vključen. Dejansko se pa vključi takrat, ko pač delež relativne vlage naraste, je pač to stikalo občutljivo na vlago, se vžge in takrat seveda začne odvajati vlago ven, ko delež te relativne vlage pade, se pač on ugasne. Ne? Pri tem je treba povedati, da če na eni strani odvajamo zrak in vlago, moramo seveda na drugi strani zagotoviti dovajanje zunanjega zraka. Ne? Tu se obstaja več različnih rešitev, ampak vsekakor je treba to zagotoviti, ne more biti samo odvajanje, ampak tudi dovajanje. Kaj pa preprosto odpiranje oken, klasično zračenje, kakšno je pravilno? Jaz rajš kot izraz pravilno uporabljam izraz učinkovito. Gre za to, da zračimo vedno celotno etažo. Ampak celotna etaža pomeni odprt. Vsa zunanja vrata, okna seveda in tudi vsa notranja vrata. Ampak vseh prostorov, tudi tiste kabinet, ki ni nobeden noter v njemu. Vse se odpre. Okay? To je prvo. Drugič, da se zrači, okna se vedno in vrata se odprejo na polno. Nikoli se nakipa. Ne? Drugič, da se zrači maksimalno 2 na 4 minute. Se pravi, na prepih 2 do 4 minute, kar pomeni, da se pravzaprav zamenja zrak zelo hitro, tla, stene, niti zavese se pa ne ohladijo. In ko mi tu zapremo, začne to takoj seveda sevalna toplota, takoj to segrevati zrak in v 5 minutah bomo imeti enako temperaturo zraka, kot je bila pred. In to delamo vedno 3-krat na dan. Zjutraj, opoldne, zvečer. Če se tega držimo, bomo plesen odpravili? Zdaj, jaz sem tle malo previden, pa rečem, vsekakor se bo plesen odpravila ali vsaj pomembno zmanjšala. Ne? Ker zdaj aspirin, ne, recimo, da so to aspirini, pomaga dostkrat, samo če se pa nogo zlomiš, pa aspirin ne pomaga lihki dost. Ne hočem tu reči, ne, se pravi, v takih primerih je treba pogledati, kaj so še drugi možni vzroki za plesen. Ja, omenili ste... Tu so te prvi, ki so brezplačni. Ja, potem pa so tudi toplotni mostovi in napake v sami gradbeni napake, bi rekli. Ne? Tu so neke klasične napake, ki ste jih omenjate tudi v svojih člankih, recimo stopnice na obzidju oziroma napačno grajena okna. Okna, to se pravi neizolirana zadnja plošča, neizolirane špalete, to se pravi kamnite poličke na oknih, so dejansko majhen balkonček, ki transportira mraz noter. Da ne govorimo o balkonih. Balkoni sploh ne, balkon je znano hladilno rebro. Zelo velike napake se dogajajo recimo pri temeljih. Ne? Jaz konstantno zagovarjam ali pa razlagam in nekako utemeljujem, da je treba tudi temelje, se pravi tisto, kar je v zemlji, temelje, toplotno izolirati. Ne? Rečem pač, toplotna izolacija temeljev ni nič drugega, kot samo fasada, toplotna izolacija fasade, podaljšana v zemljo. Seveda z drugim materiale, z XPS-om in tako naprej. Ne? Ampak tisti, ki tega ne naredijo, ne, imajo potem toplotni most pri temeljih, imajo potem tam noter pač plesen. Videl sem primer, opisovali so mi, sam sem jih videl, ki je spodaj na laminatu, recimo, so stale lužice. Lužice, kondenzirane vlage, notranje bivalne, ne, one so se spraševali pa od kih hudiča pride ta voda. Ja, pride iz zraka in se kondenzira nekaj pač toplotni most. Ja, in tule neko zračenje sicer malce pomaga, ampak je bolj jalova rešitev. Ja, imate prav, ne, se pravi, tle treba še kakšen hujši poseg. Tudi recimo pri balkonih. Ne? Da ne govorimo o tem, da so recimo kolenčni zidovi ali pa venci pri podstrešnem stanovanju previsoko pozidani.
Ne? Se pravi, ko govorimo o toplotni izolaciji ovoja stavbe, se stalno začnem potlej kriliti z rokami, potrebno je pač izolirati spodaj, ne? Pa ta spodaj pomeni lahko zdaj seveda temeljna plošča, lahko pomeni klet, lahko pomeni pa strop v kleti. Ta spodaj ni tako natančno definiran. Ne? Se pravi, spodaj, potem seveda ovoj, se pravi fasada, štiri stene, ne? In potem je tudi zgoraj seveda pri podstrešnem stanovanju tu streha, pri nepodstrešnem je pa pač zadnja plošča. Ne? In ta ovoj mora biti neprekinjen. Ne? Se pravi, na nekaterih mestih seveda se ga moramo prekiniti, ne moramo skozi zid s toplotno izolacijo, v tem primeru uporabimo potlej pravilo pol metra čez. Ne? To se pravi, da potegnemo izolacijo pol metra čez, ne? In potem se izognemo tem toplotnim mostovom. Tipična napaka je to, recimo v hišah, to sem tudi na blokih sem tudi že videl. Na hišah, kjer se ne morejo zmeniti različni lastniki, na privatnih hišah, pa potem recimo spodnja etaža ni toplotno izolirana, ne? Zgornja je pa toplotno izolirana. Recimo podna stena pa spet ni, pač kakorkoli že. Ne? In da seveda, kako je toplotno izolirano, je po lastništvu, ne, od plošče do plošče ven. Ne? Seveda, stvar je kompleksna, stvar je problematična, ker zdaj kao ta lastnik ne more iti hunmu čez, ne? Ampak če ne boš čez, bo tle spodaj imel plesen. Ne? Ker zdaj s tem se pa povečal ta njegov toplotni most, spodaj in zgorej, ne? In bo mu zagotovljeno plesen. Ne? To se pravi, to so take pravzaprav malenkosti, ki se jih da seveda domisliti, tudi v mojih člankih pišem dosti okrog tega znanja je dovolj, ne? Samo potrebno se enostavno vzeti čas in narediti recimo na nek način načrt, ja. Načrt, kako bo se to potekalo. Ampak pri teh težjih posegih gre kar za tudi kar strošek, ne? Če je treba neke temelje izolirati ali pa v bloku, kot ste omenjali zdaj, se dogovoriti med lastniki, kdo bo zdaj? Zdaj vedno, to se pravi pri svetovanju eksplicitno, pravzaprav zmeraj štartam, kaj je problem. Kaj je problem? In če bo nekdo meni rekel, problem je plesen, bomo rekel, ok, bomo reševali zunaj, s toplotnimi izolacijami, kar se zdaj omenil, bomo to reševali znotraj, tudi s toplotnimi izolacijami, tudi to je možno, ali bomo reševali s prezračevanjem. Ne? Po pravilu, ali mi odstranimo toplotni most, ali odstranimo preveč vlage. Ne? Vse te tri rešitve so možne. In se potlej pač enostavno odločimo za tisto, ki nam bolj odgovarja. 01512 10 00, energetski svetovalec Bojan Žnidaršič, Vitra Cerknica je naš gost. Ja, še samo nekaj minut je ostalo, tako da, če ima kdo vprašanje, naj pohiti, tako je storil tudi gospod Darko. Lepo zdrav, dobro jutro. Dobro jutro, hvala gospodu, veliko hvala Radio Ognjišče. Takole bi vprašal, v mene so v SBS oziroma ta gospod Slanc učil včasih ne narediti sendviča. Ne smeš izolirati zunaj od znotraj, ker pol dobiš ti sendvič in je vlaga. Moje vprašanje je pa sledeče, ali je recimo boljše, da beleš iz biobarvo oziroma z čisto navadnim gašenim apnom, ki je že 2 leti gašen, kako smo včas delali, ker pa je, da je Jupol, da so zato črne stene, da je Jupol zapre steno in potem stena ne diha, ne odvaja vlage in potem zid rata črn, oziroma zakaj rata črn. Dobro, hvala lepa za... Je to plesen ali je to kaj drugega? Ja. Tako, hvala lepa za prijaznost, vse dobro. Tudi hvala vam. Načeloma je to plesen, ne? S tem, da zdaj, prej sem mi dogovorila o tej paropropustnosti ali pa o tem tako imenem dihanju, ne, v ljudskem žargonu pomeni prehajanje vlage skozi ovoj stavbe. Ne. Se pravi, to je, ne glede na sisteme, govorimo tam od 1 do 3% prehajanju vlage, se pravi neoviranem. Ne. Ta trenutek se jaz ne vidim nobenih možnosti, da bi bil nek Jupol, kot je gospod rekel, da zapre kriv za to plesen. Ne? To se pravi, Jupol pač ne dovoli, da gre zdaj ta vlaga skozi, glavnina vlage gre skozi prezračevalne sisteme, ne?
To se pravi, tle bi prej rekel, da je problem prenizka toplotna izolacija, preslaba toplotna izolacija. To se pravi, da se zdaj vlaga tukaj kondenzira in da potem pač pride plesen. Ne? Zdaj, ker tudi ta prehajanje vlage, tudi treba malo pogledati tehnične liste, se doskrat predstavljamo, da je tu prehajanje vlage kao neka mistika, ne? A bi dejansko imajo vse te materijali, imajo napisane, kakšna je ta ali SDI, ali pa pač ta podatek, kakšna je zdaj ta hitrost ali pa zmožnost prevajanja vlage. Mislite tudi za Jupol, recimo? 100% mora to obstajati. Ne? Se pravi, na načelni ravni so pa seveda apna, ali pa apno, beljenje z apnom, je seveda, kot je gospod rekel, pač bolj naravno, pa še nekaj je prapno, ne? Mi, če se hočemo rešiti plesne, moramo na njo delovati z neko kemikalijo ali pa z nekim materialom, ki je bazičen. Ne? Popolnoma napačno je, in tu se dogaja kar množično, da ljudje verjamejo, da bo pač vinski kis ali pa jabolčni kis ali pa katerikoli kis pomagal odstraniti plesen. Ne, kis je hrana za plesen. Hrana. Plesen raste na kislem. To je hrana za plesen. Zdaj, mi moramo vzeti nekaj bazičnega, sodobikarbono recimo, ne? In tudi apno je bazično, ne? Zato pač izniči plesen ali pa zmanjšuje moč plesni. In je dobra izbira. In je dobra izbira, tako je. Tako. 2 klica, 2 poslušalca čakata. Najprej gospod Sebastian, lep pozdrav. Lepo pozdravljeni. Dober dan, izvolite. Eno kratko vprašanje imam za strokovnjaka. Meni se pa pojavlja ta rahla plesen na oknih, v spodnjem delu roba okna je plesen in opazil sem zadnje čase, da je celo malo lužice pri oknih nastalo. Taka majhna lužica. Pa me zanima, najbrž gre za netesnenje okna, ampak sem bi vprašal strokovnjaka, kakaj je rešitev. No? Hvala lepa. Hvala za vprašanje, ja. Tu bi lahko že Blaža vprašal. Ja, tole smo prej govorili. Že Blaž je odgovore. Ne, ni krivo tesnenje v oken. Kriva je to, da imate noter preveč vlage. Ne? To se pravi, preveč vlage noter in ali prešvoh, to se pravi toplotno izolacijo stekel. Ne? Se pravi, tam pride do te kondenzacije in potem pravite, pride ta lušica. Že prej sem Blaža spraševal pred začetkom, ne? Kaj potem ljudje v glavnem naredijo, tu pobrišejo, ne, se s cuno in potem to cuno dajo na radiator, ne, kar je seveda popolnoma napačno. Se pravi, to lužico pa tu se pač enostavno pobriše, če zdaj se z neko krpo, se potem to odnese ven, ne, ali pa z nekim papirjem. Je pa dejstvo, da je tle, če ste nas poslušali celo oddajo, ne, so rekla, prezračevalni sistemi z rekuperacijo, recimo centralni, lokalni ali celo ta s higrosenzibilnim stikalom ali pa seveda prezračevanje skozi okna, enega od teh 4 sistemov je treba pač enostavno izbrati in poskrbeti za to, da gre ta bivalna vlaga ven. Seveda pa tudi temperatura igra svojo vlogo, ne? Če je okno hladnejše in predstavlja nek odgovor je absolutno da. Tako. Ne, sem potem, pri oknih je zdaj že tako, ne, prav, teoretično sicer lahko menjamo tudi šipe, ne, stekla, v glavnem se potem zamenja celo okno in to pa že kar relativno velik poseg. Seveda. In če ni nujen, ga jaz absolutno ne svetujem. Dobro, še gospod Anton je z nami, dober dan. Ja, dober dan. Lep pozdrav obema. Jaz pa imam problem, plesem v hiši, seveda tudi, in smo se zdaj odločili, da bomo naredili avtomatsko prezračevanje, to Invent ali kako se reče ta firma, ki to delajo, in pa fasado bomo oblekli z stiropolom. Bomo rešili kaj s tem? To me zanima. Ja, to se pravi, po tem, ko sva uvodoma rekla, da če mi odpravimo enega od dveh vzrokov, to se pravi toplotni most, toplotne mostove, kar jih boste odpravili z toplotno izolacijo fasade in z odstranjevanjem vlage, kar boste odpravili z tem lokalnim prezračevalnim sistemom, boste seveda dosegli rezultat. Ne? Edino stvar, ki seveda morate tukaj paziti, je, da ne boste z toplotno izolacijo fasade naredili neke dodatne toplotne mostove. Ali pa nove, ne? Ja, tako. Ali pa nove. Ne? Gre preprosto za to, da recimo
pri toplotni izolaciji fasade se zelo dostikrat pod narekovaji pozabi na toplotno izolacijo špalete, ne? Se pozabi, da mora biti tudi pod poličko, zunanjo poličko, okensko toplotna izolacija. Še vedno se montirajo kamnite zunanje poličke, samo priporočam kovinske, ker so pač, ki imajo manjšo maso. Ne? Še vedno se dogaja to, da so rolete ali pa pač žaluzije, karkoli pač te roletne žaluzijske omarce, tudi toplotni mostovi. Ne? Še vedno se ne izolira temelju, ne vem, kje je gospod živi, v kateri etaži, ne? Se pa se ne izolira temelju, ko sem prej to omenila, ne izolira se recimo zadnje plošče, če je postreha neposedena, ne izolira se konečnih zidov, ne izolira se dimnikov na nebivalne podstrehe, ne? Recimo tudi dimnik, ki gleda skozi nebivalno podstreho, je pravzaprav hladilno rebro, ne tisto, ki gre nad streho, ampak tisto na podstrehe, in če ga ne izoliramo pol metra visoko, ne, nam noter vleče hlad in se pač spodaj pojavlja kondenzacija. Se pravi, da, če zaključim, odgovor je da, to sta dva dobra koraka, dve dobre smeri, se pravi, so se znebili plesni, ampak morate paziti, predvsem pri toplotni izolaciji fasade, da ne boste naredili novih toplotnih mostov. Torej, naj bo ta izvedba toplotne izolacije zelo previdna, naj jo storijo mojstri, ki vedo, kako se stvari streže. Jaz, kar se tiče, zdaj seveda, sam osebno prisegam na to, da je vsak lastnik sam sebe najboljše nadzorni, ne, in da se pač enostavno prej poinformira, ne. In potem tudi, ko bo iskal izvajalce, bo izvajalce eksplicitno spraševal ali pa naročil, tle bo treba potočiti, to se pravi, špalete in da je toplotno izolacijo. A pa recimo, če je okno premaknjeno, da ni v isti ravnini kot fasada. Tako je, sej v taki primeri. Ja. Spomnim se primera iz Loške doline, ki je tak simpatičen. Vse tu sem pač tistemu lastniku povedal, ga srečam čez par let, sem ga vprašal, kako je šla, prav, ti super je šlo, naredil sem tako, kot si rekel, ne. Prav sem, enkrat pridem po domu se šihta, podpisal pogodbo, dogovoril se z izvajalcem, da bo špalete poštemal, da jih bo izoliral, vse se dogovorila. Prav, pridem in on je že začel limati toplotno izolacijo na stene, špalet pa ni potolku, ne, jih ni poštemal. In potem se ga vprašal, kaj zdaj tu, da so se pač to dogovorili, da imamo v pogodbi, in prav, potem me pa izvajalcu vprašal prav, pa kaj si tu s pogodbo resno mislil? Ne, mislim, na nek način bizarno, ampak zgodba se je posrečno končala iz preprostega razloga, ker izvajalec je bil pripravljen, je vedel, ne, morda se je tudi izvajalec ki novega naučil, ne, to se pravi, da pol na koncu je pač tisto enostavno upošteval in naredil tako, kot so se zmenili. Ja, druga težava bi bila, če izvajalec ne bi pristal, ker bi rekel, to je pa neumnost. Ja, ampak zaradi tega pa so pogodbe, ne. Tako, ja. Ja, dober nasvet, pišite pogodbe, mislim pa, da smo še veliko drugega dobrega slišali v povezavi s plesnijo, predvsem pa dobro sporočilo, da se jo odstraniti, lahko se je znemimo za vselej. Tako je. To je pravzaprav rdeča nit in bistvo tega. Ja. Gospod Bojan Žnidaršič, hvala lepa za vaše sodelovanje in nasvete, sicer pa vas poslušalci najdejo na spletu Vitra Cerknica, energetski svetovalec in se lahko še kaj pozanimajo tudi po telefonu. Hvala lepa in vse dobro. Hvala tudi vam. Svetovalnica. LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.